Brez tega vonja sveže kave si Dejan in Ana ne predstavljata začetka dneva. Ana, je dobra? Super. Enkratno, res. Enkratna in drzna pa je tudi ideja Tomaža in Dejana, namesto da bi križem rok čakala na službo, sta stvari vzela v svoje roke. Kolegi marsikdaj rečejo, zdaj si diplomiran ekonomist, zdaj boš pa kavo prodajal tukaj v Podhodu. A Dejan in prav nič nejeverni Tomaž verjameta, da bosta lahko uspela s kakovostno postrežbo in le najboljšo kavo. Kavica je v bistvu 90% arabika. Če prijete sem, jo lahko vohate, ful dobro diši. Tudi če samo odpreva tole po celemu koridorju zadiši. Vonj najbolj priljubljenega napitka na svetu se po železniški postaji širi vsak delovni dan. Se še pred 4. uro zbudiva, se pripeljejo na železniško postajo, ob 5. zjutraj najkasneje morajo biti že tukaj, da se ta kavomat segreje, da ob 6. že lahko začnemo prodajati prvo kavico. To si je danes privoščila tudi študentka Tina. Trenutno grem glih v knjižnico, pa bi v vsakem primeru mogla iti na kavo, tako da zdaj bom prehranila čas. Med tednom se na postaji vsak dan ustavi 280 potniških vlakov, množica ljudi pa se zgrinja v Podhod. Ocenjujemo, da vsak dan ta podhod uporablja tam nekje okrog 25.000 ljudi. Jaz sem kar konfiter, glede kave spijem vsaj 5 kav dnevno. Želita si, da bi se ti kofeinski odvisniki čim prej navadili na to, da jim kave ni več treba kuhati doma. Z nakupom kave pa boste dan kmalu polepšali tudi bolnim otrokom. Čeprav dobička še ni, se bosta povezala z dobrodelno organizacijo Rdeči noski, se želita del denarja od vsake prodane kave nameniti otrokom. It's always coffee o'clock.